Lep pozdrav vsem, buongiorno tutti, good morning to all presented, and bonjour à tous qu'on s'est présenté, un cordial salut par cette division de Slovénie et Italie, cette frontière, était une idée et proposée par la France. Merci beaucoup pour toute la journée française. Bom prišel v slovenščino. STS ali JEK, ki ste ga ustanovili 3 občine, je en zelo dobrodošel instrument za premagovanje razlik, ki obstajajo, in zameščanje seveda povezav med narodi, ki živijo tu v meji, predvsem Slovenci, Italijani, Poljani in drugi. Zagotovo je Evropa ima velikanske zasluge, da so te meje padle, da lahko prosto prehajamo med Novo Gorico in Gorico, brez mučnih pregledov. Zelo lepo je, da imamo enotni znak. Vendar od tu naprej države in Evropa, predvsem Slovenija in Italija, menijo, da je stvar naša, kako naj zgradimo medsebojno življenje. Res je, jeziki niso bili problem med nami, že stoletja ne. Pred stoletji je bil to enotni kulturni, družbeni, politični, gospodarski prostor. Danes to ni. Danes imamo 2 različna upravna sistema. V Sloveniji je eden, torej v Novi Gorici je eden, v Gorici je drugi. 2 politična, upravna, komunalna, različna sistema. Zaradi globalizacije se celo to dogaja, da tako Slovenija kot Italija koncentrirajo funkcije upravne, administrativne, pa tudi gospodarske v svojih centrih. V Ljubljani ali v notranjost Italije proti Rimu. Tako Slovenija nima pokrajin, Italija celo razmišlja za ukinitev pokrajin. Zagotovo praznjenje tega prostora in siromašenje tega prostora, tako na slovenski strani kot na italijanski strani, je veliko ovir. In tako država Italija kot Slovenija ne morete računati, da se bosta gradili sodelovanje samo v Bruslju ali pa za obiski vlad v Ljubljani ali v Rimu, ampak je treba to sodelovanje med narodi v duhu evropskih idej graditi na lokalnem nivoju, se pravi tu, kjer mi živimo. Zato, ker ne moramo pričakovati, da se bodo tokovi obrnili in da bo Gorica Trst ponovno velik administrativni, gospodarski centri, ampak stvari grejo žal v praznjenje tega prostora, moramo od držav, kot je Slovenija in Italija, od Rima in Ljubljane, ter seveda tudi pričakovati od Bruslja, da z ustreznimi ukrepi pomaga inštitucijam, kot je JEK, da se ta prostor razvija tudi kulturno, gospodarsko in izobraževalno. Zato kot predsednik za odbora za kulturo in izobraževanje predvsem apeliram seveda, da bi Evropa in tako Ljubljana kot Rim spodbudili tako investicije, kot seveda tudi
promovirali prostor za povečanje turističnih kapacitet na tem področju in da seveda tu se vključuje v turizem veliko kulturnih, izredno zanimivih ponudb, ki jih ima ta prostor, ter seveda tudi pospeševanje na področju šolstva, izobraževanja, visokega šolstva in univerz. Lahko bi morali obe države, tako Slovenija in Italija, s pomočjo Bruslja podpreti tudi nastajanje nekih čezmejnih visokošolskih prostorov in s tem seveda graditi bazo ljudi, ki bodo sposobni seveda sodelovanja čezmejnega, kajti ni samo angleščina jezik Evrope, ampak so seveda vsi ostali jeziki Evrope. Slovenija se mora zavedati, da je Italija kljub temu 30-krat večja, tako po prebivalstvu, kot po velikosti in gospodarski moči, zato je za Slovenijo izredno pomembna Italija. Seveda se pa morajo tudi italijanski prostor zavedati, da preko Slovenije se odpira širši prostor, seveda v celotne države slovanskega sveta, ki sejejo tja do Vladivostoka, tudi do meja Kitajske. Torej, poznavanje slovenščine in slovenskega jezika je z lahkoto seveda odpira tudi potem poznavanje ruske kulture, ruskih jezikov, ruskega jezika in tako naprej. Torej, možnosti so za ene in za druge, tako da bi morali videti obe državi priložnost, da v Gorici in v tem področju, kjer deluje že, podpreta sodelovanje na področju tam, kjer seveda državi se ne bosta odpovedali svoji centralizaciji, ampak torej na gospodarskem področju. Na izobraževalnem, na kulturnem, na turističnem področju, tu pa mora pospešiti sodelovanje, tako da bo tle pravzaprav ne več kot sedaj, ko se ta prostor prazni, ampak da bo postal atraktiven za življenje ne samo Slovencev, Italijanov, tudi Nemcev, Avstrijcev, drugih narodov Evrope in tako postal to, kar je pravzaprav stoletja bil, kar je Gorica in Trst v preteklih stoletjih že bil izredno privlačen prostor tolerance, večjezičnosti, večkulturnosti in izredno prijazen prostor zelo blizu morja, zelo blizu Alp, v bistvu eden od idealnih prostorov za bivanje, delovanje, izobraževanje in seveda socialno življenje. Hvala lepa, če bo še kakšno vprašanje na to področje, bom rade volje odgovoril. Hvala lepa.